Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes je dan žena. Danes je poseben dan, dan na žensk. No in dejstvo je, da mi ženske, če smo v moški moči, če krepimo moške hormone, smo daleč od tega, da smo ženstvene. Ker poglejte, kdaj mi ženske krepimo moške hormone? Moški hormon testosteron je potreben, da je pač to akcija. In zdaj poglejte, če recimo vidva, mož in žena, delata, prideta zvečer domov, pojesta, gresta na hiter sprehod, takrat krepita moški hormon testosteron in mož po takem sprehodu bo kot zalita roža, vi boste pa dol padla. Zaradi tega, ker ste krepila moški hormon testosteron. Če vi želite, da boste pač da boste zvečer kot zalita roža, gresta na kratek sprehod oziroma gresta prvih nekaj minut skupaj, potem pa on gre naprej, vi pa potem se sproščate, mogoče se dobite s prijateljico, se naklepetate, ker s tem, ko se vi naklepetate, krepite ženski hormon estrogen. No, pa je pa drugi hormon ženski, ki je pa ključen do tega, da se dobro počutimo, in sicer progesteron. Progesteron je pa hormon, ki ga krepimo takrat, ko poskrbimo, da smo mi lepo, da se dobro počutimo, mogoče ko damo lepo perilo gor, ali pa se našminkamo, pa si nohte uredimo. V glavnem takrat, ko mi ženske poskrbimo za to, da se dobro počutimo v svoji koži. No in to dobro počutje v svoji koži se pa začne že zjutraj. S prvo mislijo, ko zjutraj vstanemo, da si rečem, danes izbiram lepe misli. Jaz se vam opravičujem, ampak moja mucka je moj šal, tako da to glih ni dober. A te pokažem, Lili, kaj je danes poseben dan. No, to je naša Lili, tukajle, in tale naša Lili, tamle na Zofi, gloda moj šal, v glavnem. No, in zdaj, če zjutraj začnemo. Dovoljujem, da zdravilni mir vstopa v moje telo, moje celice. Dejansko, če jaz že zjutraj sama sebe napolnim s pozitivno energijo, ne more moj dan iti narobe. Ker dejstvo je, da ko pozitivno razmišljamo, zdaj pa vemo, če beremo določene knjige, recimo Louise Hay, in recimo, če si bolna, si govoriš, zdrava sem, zdrava sem, zdrava sem, s tem sama sebi povzročaš še več stresa. In če pa sama sebi rečeš, dovoljujem, da postajam vedno bolj zdrava, ali pa sprejemam zdravljenje, je to zdaj čist nekaj drugega, ker naše telo tega ne razume kot laž, ampak kot čisto resnica. No, naslednja zadeva, če si rečem, dovoljujem si, da se imam vsak dan bolj rada in se vedno bolj cenim. In ta, da se imam vedno bolj rada, pomeni, da dovolj spim, da poskrbim za to, da dovolj pijem, da poskrbim, da jem na 2,5 do 3 ure, da moje telo podprem zdravo hrano. Zato, ker se imam rada in se cenim, izbiram odnose, ki me podpirajo, in zato, ker se imam rada in se cenim, pač tudi izražam svoja čustva. In tudi zato, ker se imam rada in se cenim, grem pa pobrskam po svoji podzavesti in počistim to, kar meni povzroča stres na celični bazi. Tako da, to je zelo pomembno zato, ker se imamo pač rade, zato, ker je čas, da svoje življenje obrnemo ali pa spremenimo na višji nivo. Zdaj pa pomislimo, kako smo bile vzgajene. Po večini smo bile vzgajene pač s kritiko. Če enkrat je moja mama rekla, kogar se hvali, se pokvari. No ja, in seveda na podlagi tega sem potem bila v življenju dobila kup kritika, zato ker, da se ne bi pokvarila v dobri veri. In potem, ko odrastemo, ko nimamo več mame tako zraven, da nam govori, pa sami sebe kritiziramo, pa sami sebi govorimo, kakšno rit imaš, kakšen celulit imaš, spet imaš novo gubo in 1000 in ena zadeva, namesto da bi se govorile, bejba, dobro izgledaš, dobro jutro, kako si pa danes lepo spala. Karkoli pozitivnega rečete sama sebi, to je zase pomembno. Ker poglejte, druga stvar je pa naprej, kako ženske sprejemamo pohvalo. Tiste, ki smo vzgojene kritično, in jaz sem nekoč tudi sama tako reagirala, recimo, sem imela kakšno stvar lepo na sebi,
Pa je kakšna druga ženska rekla, joj, koliko ti pa tole prstaja, sem rekla, saj staro, se sem kupila na razprodaji. Namesto da bi rekla enostavno, hvala, v tem se dobro počutim. In gre se za to, da damo na sebe tiste stvari, v katerih se dobro počutimo in da znamo sprejeti tudi pohvalo drugih. Druga zadeva, pa glede na to, da danes je ženski dan, začnimo iskati v drugih ženskah njihove moči. Tisto, v čemer so dobre, v čemer so lepe. Dajmo pohvaliti pri drugi ženski to, kar je dobro. Zdaj pa poglejte, ženska nekoč, to, kar imamo mi nekje globoko v sebi, v svojih genih, nekoč je bila ženska, če se ni dobro poročila, kar pomislite, so bili kmetje, gruntari in so bili bajtari. In tista ženska, ki se je poročila na bajto, je pomenil, da je imela komaj za preživeti. Medtem, ko tista, ki se je pa poročila na grunt, ona je bila pa gospa. No in zaradi tega, glejte, ta tekmovalnost med ženskami še vedno ostala, kjera se bo boljš poročila. Danes vemo, da ni več tako, da ni več potrebno tekmovati, kjera se bo boljš poročila, ampak da večji del lahko preživimo, da imamo poskrbljeno za osnovne, za preživetje. Se pravi, ne tekmujemo več ena z drugo, katera ženska bo na kakšno stopila, ampak pomembno pa je, da začnemo pa združevati to moč, da začnemo iskati, kaj je dobrega v drugih ženskah, da pohvalimo to, kar je pri drugi ženski dobro in lepo. No zato, glejte, čas je, da presežemo določene omejitve in enkrat, ko sem bila na govorilnih urah leta nazaj, za to starejšo hčerko, je učiteljica rekla pri govorilnih urah, dajte napisati vi starši, na meni mi je všeč, dobro znam in najboljša sem v čem, In sem gledala določene starše, predvsem mame, ki so samo gledale, kaj naj napiše. In reče ta učiteljica, je rekla, če že vi, starši, ne znate pri sebi nekaj dobrega najti, kako boste otroka pohvalili. Je nemogoč. Zato, glejte, danes na dan žensk, dajte sama sebi pohvalo. Začnite delati, mogoče kakšno stvar spremenite in začnite delati nekaj za svoje dobro počutje, zato, ker se imate rade in se cenite. Samo zato. In takrat, ko mi ženske poskrbimo za svoje zadovoljstvo, takrat postanemo privlačne. Zato, ker je ta naša notranja energija naravnana na žensko energijo, ki pa je milina, sočutje, odpuščanje, povezovanje. To je ženska, to so ženske kvalitete in glejte, če bi bilo več tega v svetu, bi bilo absolutno lepše. In tukaj nimam nič proti moškem, da se razumemo, ampak dokazovanje. Zanimivo, vam nekaj povem. Danes smo našega kužka peljali na kastracijo. In zadnjič srečam enega gospoda, ki je imel pač psa in jaz našega primem sem rekla, joj, a je fantek? Je rekel, ja, je fantek brez jajc. Je rekel, pa saj ta je čisto v redu. Je rekel, a veste, koliko je to fajn, nobenega se ne zaletava. In sem rekla, koliko je naš naporen. Če bi bil on človek, bi bil tako, kaj boš zdaj, a te nabutam. A veste, tako, potem ga je strah, se skrije in potem laja in tako naprej. Jaz upam, da se kaj spremeni glede karakterja in dejstvo je, da ko če gledamo zdaj živali, pa nas ljudje, če spodbujamo te živalske nagone, je potem kar težko živeti. Zato je pomembno, da začnemo razvijati ta del duhovnosti, da se umirimo, da umirimo ta notranji potres in da se navzamemo z vso dobro energijo in potem bo svet lepši. Ja, in naslednja stvar, kar je pomembno, pri tem, da je svet lepši, je tudi pomembno to, da postavimo jasno meje. In kot sem nekje napisala, veste, nekje sem prebrala sicer, če otrok reče, mami, lačen sem, to pomeni samo lačen je. To ni še prošnja, to ne pomeni, da moraš vstati pa teči pa mu pripraviti za jesti. Ali pa če reče, mami, žejen sem, to ni prošnja, ni rekel, mami, a mi prosim prineseš za piti. In tukaj noter mi same vzgajamo svojo družino,
ko jih učimo, kako se komunicira z nami. Ravno tako partnera, ne? Če je navajen, da vi vse prinesete in odnesete, reče, kruha ni na mizi. Ne? In lahko rečete samo pazila. Ne? Ker ravno tako lahko on vstane in gre po kruh, ali pa po sol, ali pa po poper, in ni nujno, da morate biti vi tista, ki skrbite. Pač, ne, učimo se tudi poskrbeti za sebe. Ne? In to je naša ženska šola in nič ni narobe, če kakšni stvari kdaj rečete ne, zgolj zato, ker se imate rade in se cenite. Ja, naj bo lep dan, uživajte in predvsem res vesel dan žena. Naj bo to res vaš dan.